Lokalne volitve 2018. Kristina Furla vam želim prijeten torek 13. in vas vabim k spremljanju 6. soočanja pred lokalnimi volitvami. Od danes do četrtka pa lahko tudi že predčasno glasujete na občinskih sedežih. Včeraj smo bili na goriškem delu Krasa, danes pa, spoštovani in spoštovane, gostimo kandidate Komenskega Krasa, občine, ki bo zagotovo dobila novega župana, saj ga že od poletja pravzaprav sploh nima, oziroma to funkcijo začasno opravlja podžupan, potem ko je pred 4 leti bil izvoljen Marko Bandelli, odšel v državno politiko, kjer pa se mu je te dni zamajal ministrski stolček in njegova stranka pravkar odloča o njegovi usodi. Za vodenje 20 vaških skupnosti s 35 naselji in dobrimi 3500 prebivalci se potegujejo 4 kandidati, sedaj z nami v studiu. Po vrstnem redu, kot jih boste v nedeljo našli v volilnem imeniku, pa si sledijo takole. 3 so samostojni oziroma neodvisni, med njimi Goran Živec z liste Čas je za Kras, podporo SLS in SDS. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Naslednji pod številko 2, gospod Erik Modic, samostojni kandidat, kot rečeno, ki kandidira s podporo volivcev. Dobar dan. Pod številko 3, gospod Sergio Stančič s podporo liste OKO, organizacije komenskih občanov. Lep pozdrav. In dobrodošel tudi gospod Dejan Zalesjak, kandidat stranke Alenke Bratušek s podporo socialnih demokratov in stranke SMC. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem 4 in prosim za ogrevanje, da se predstavite našim poslušalcem po celotni regiji v uvodnih 30 sekundah. Kdo ste, kaj počnete, kaj vas veseli? No, marsikaj smo že slišali tudi te dni o vas. Kratka, kdo ste vi osebno, ko niste v političnih čevljih? Najprej pol minute Goranu Živcu. Še enkrat pozdravljeni, sem Goran Živec, star sem 45 let, ekonomist in podjetnik. Imam čudovito družino, ki me podpira pri vseh mojih naporih. Upam, da bodo občani prepoznali kvalitete in pravilno glasovali v nedeljo. Hvala lepa. To je bil torej najmlajši kandidat. Naslednji gospod Modic. Jaz sem Erik Modic, star 55 let. Odraščal sem v Nemčiji, kjer sem tudi diplomiral z področja fizike. Sicer sem tudi magister mednarodnih odnosov. Ženo skupaj vodiva v Kobdilju 2 apartmaja, sicer pa delam že 18 let na občini Komen, kjer vodim investicije in evropske zadeve. In v svojem prostem času pač rad kolesarim in tudi rad tečem. Hvala lepa za tole uvodno predstavitev. Kaj pa ima o sebi povedati gospod Stančič? Lepo pozdravljeni še enkrat. Star sem 56 let, živim na Volčjem gradu. Imam tudi jaz čudovito družino. Sedaj se ukvarjamo z turizmom, imamo namreč turistično kmetijo. Življenje pa me je popeljalo do več izkušenj. Bil sem podjetnik, imel sem pač podjetje z bratom, potem pa sem šel še na banko, tam sem 10 let vodil zadružno Kraško banko in pa imel še druge funkcije v sklopu zadružnega kredita. Hvala lepa, čas se je iztekel in še pol minute o sebi za gospoda Zalesjaka. Pozdravljeni še enkrat, sem Dejan Zalesjak, imam 52 let, prihajam iz zaselka Lisjake v občini Komen, kjer živim praktično že celo življenje. Po poklicu sem specialist za management, podjetnik, zadnjih 10 let delam v lastnem podjetju. Za občino Komen sodelujem zadnjih 8 let, sicer pa v prostem času, poleti nautika, skozi celo leto pa kolesarjenje. Hvala lepa, tudi vam. No, preden zavihamo rokave in zagrizemo v delo, ki čaka novega komenskega župana, bi radi preverili, gospodje, kako dobri poznavalci ste občine, ki jo želite voditi. Pa prosim, da kar vsaki žreba vprašanje ga prebere in odgovori. Tokrat bo prvi imel besedo gospod Modic. Kakšno je bilo v času Habsburžanov in Avstro-Ogrske monarhije ljudsko poimenovanje Komna? A. Kraški Pariz, A. B. Kraški Dunaj, C. Kraški Rim. Mislim, da je Kraški Pariz. A. Se strinjate ostali trije?
Jaz sem slišala za kraški Dunaj, ampak vsekakor je bilo to obdobje, neko cvetoče obdobje, ko so boje celo Tržačani hodili na oddih, torej na Kras oziroma v Komen, vsestranski razcvet. Tako, gremo naprej. Gospod Stančič. Tako, na kateri avtobusni postaji v komenski občini se največ bere? Postaj je veliko, javnega prevoza je premalo, mislim pa, da je ta postaja v Tomačevci, ker tam imamo knjižnico. Pravilno, torej maja letos so jo odprli na pobudo občanov, preuredili pravzaprav eno tako čitalnico in družabni kotiček. Upam, da bo še kje kakšna podobna iniciativa se širila. Kakšno vprašanje ste vi žrebali, gospod Zalesjak? Po kom ali čem je dobil ime Ferrarijev vrt v Štanjelu? Je treba pomagati ali bomo vseeno? Pravilni odgovor je C. Niso avtomobili Ferrari, ne, pa tudi gledališki igralci ne, ampak po tržaškem zdravniku Enzo Ferrariju. Enrico Ferrariju, tako, ki je bil tudi lastnik. Mislim, da vam gre kar odlično, pa da vidimo še kako, oziroma slišimo, se bo izkazal gospod Živec. Ja, vprašanje, kateri motivi sestavljajo grb občine Komen. Občina Komen ima okvir iz enega lepega kraškega kamnitega portona, na sredi je eno veliko sonce, ki odraža, da je naša občina lepa in osončena, in spodaj ima še en stiliziran grozd. Popolnoma drži. Vem, da ste ga že neštetokrat videli, ampak včasih si ga težko ponovno vizualizirati in vi ste ga odlično opisali, tako da vsem 4 damo en plus za začetno spodbudo, no zares pa začnemo s soočenjem županskih kandidatov občine Komen. Takoj po naslednji skladbi ostanite na Radio Robi. Županske kandidate občine Komen gostimo to uro v Robinovem studiu. Marsikaj lahko preberemo v vaših volilnih programih, bolj malo pa sem zasledila o šolski in predšolski vzgoji oziroma infrastrukturi za učence, ki naj bi jo zagotavljala občina ustanoviteljica. V letnem delovnem načrtu osnovne šole Komen za tekoče šolsko leto pišem takole. Na podružnični šoli Štanjel smo prostorsko stisko za silo rešili s preureditvijo knjižnice učilnico. Premajhna je tudi zbornica. Ugotavljamo, da so športne površine v Komnu, telovadnica in igrišča preskromne za realizacijo predpisanih ciljev športne vzgoje. Šola koristi nešolske zunanje površine. V bodoče bodo morali aktivneje pristopiti tudi k reševanju tega problema. Na seznamu večjih investicijsko-vzdrževalnih del najdemo na prvem mestu spremljanje stanja glede stopnja radona na centralni šoli, pa tudi seveda prenovo 40 let stare in premajhne šolske kuhinje, ki je bila sicer obljubljena že letos, a se je zamaknila, saj predvidenih 83.000 zdaleč ni zadoščalo za projekt. Inšpekcija je opozorila na neustreznost. Skratka, spoštovani kandidati, želja in potreb je seveda veliko na tem področju, da ne naštevamo tudi štanjelskega vrtca, z eno skupino namreč gostuje v šoli, denarja pa ne boste imeli neomejeno v vaši občinski blagajni. Zato me zanima, katero od naštetih težav se boste vi najprej lotili reševati in kako. Ostajamo torej v šolstvu in predšolski vzgoji oziroma izobraževanju. Najprej minuta za odgovor neodvisnemu kandidatu Sergiu Stančiču. Torej, res je veliko problemov glede šolstva, veliko stvari je treba rešiti. Mislim, da prednost bi v primeru moje izvolitve bi dali absolutno bodisi šolski kuhinji. To je treba urediti. V proračunu je bilo samo 83.000 evrov, je bila postavka odprta, to je pač znatno premalo. Sedaj ni nič z rebalansom, ostalo je 1000, tako da boste vi tako da kar se tiče mene in tudi programa naše liste, mi bi se dejansko prizadevali, da bi se zadeva rešila. Jaz bi pa počrtal še nekaj, kar v vašem vprašanju ni. Ukinjen je bil drugi termin šolskega šolabusa, kar je postavilo v škripce veliko staršev. Niso vsi tako srečni, da bi imeli nonote, in zaradi tega tudi to je v našem programu. Liste oko, govorimo. Tako. Hvala lepa za vaš odgovor. Naslednji odgovarja kandidat stranke Alenke Bratrušek za župana občine Komen. Gospod Dejan Zalesjak, beseda je vaša. V občini Komen imamo srečo,
da je osnovna šola in vrtec zelo lepo obiskovano. Osnovno šolo v Štanjelu Komen obiskuje preko 250 otrok, vrtec pa okrog 120. Problematika šolske kuhinje je bila izpostavljena. Bil je tudi rezerviran denar, vendar je zaradi določenih pogledov, da bi bila ta kuhinja večja, predračun narasel na okrog 350 tisoč evrov, kar pa v tem mandatu ni bilo mogoče zagotoviti. Obnova šolske kuhinje v Komnu je prioriteta in se bo v prihodnjem letu tudi dogodila. Kar se pa tiče problematike radona, pa šolske, se pravi telovadnice, se strinjam, da je neustrezna. Obnova šolske, oziroma gradnja mora biti nove šolske telovadnice, je pa v sklopu celovitega programa športa v občini Komen. Se pravi najprej kuhinja, če prav razumem, potem pride telovadnica. Kuhinja je prioriteta številka 1. Hvala lepa. Takole, nekje do 170 tisoč je bil podžupan še pripravljen dvigniti limit, ampak se nekako letos ni išlo. Kaj postavljate vi v ospredje, gospod Goran Živec, lista Čas je za Kras, podporo SLS in SDS? Absolutno nujno je obnoviti in razširiti šolsko kuhinjo v osnovni šoli Komen in popraviti vsaj streho telovadnice, če ne že razširiti telovadnico. Telovadnica je trenutno nevredna tega, da otroci v njej vadijo. Tudi zunaj ne vadijo. Tudi zunaj, ampak vržemo na hec, da ko pada dež, tečejo slalom lahko med vedri, ki so postavljeni v telovadnici. Se pravi, dve zadevi, prvo kuhinja in takoj za njo telovadnica. Torej, da boste ugodili tudi seveda potrebam inšpekcije oziroma normativom. No, gospod Modic, gotovo ste odlično seznanjeni glede na vašo vlogo v občinski upravi s temi projekti, ki jih na nek način tudi sami vodite. Kako pa vi osebno kot županski kandidat gledate, kaj boste postavili na vrh tega seznama? Torej, v zadnjih 4 letih sicer nisem delal na področju šolstva, ampak zadeva me poznana in tukaj pač obžalujem, da prejšnja koalicija, ki jo vodil gospod Bandelli in ki je tudi moj tukaj na levi strani gospod Živec bil sestavni del te koalicije, da nekako nismo imeli dovolj posluha za razvoj šolstva naše občini. Torej, kot je že omenil kolega tukaj, Sergej Stančič, so se zmanjšala sredstva za prevoze in po drugi strani tudi poskus, da bi se nujno obnovila ta šolska kuhinja, niso bili resni, zato ker čeprav se je vedelo, da so predračuni bistveno višji. Krok 180 tisoč, se je vedelo, da je bistveno več. Se je dalo v proračun samo 80 tisoč in potem z rebalancem se je celo črtalo. To je neresno in to treba spremeniti. Torej brez fige v žepu, če prav razumem. Želi kdo repliko? Sicer tečemo naslednji krog. Gospod Živec, izvolite, ker ste bili osebno izzvani. Ja? Hvala. Repliciram. Ne drži, da sem jaz bil del koalicije, ker nisem imel nobene izvršilne funkcije, razen da sem bil član odbora za gospodarstvo v občini, ki problematike šolske kuhinje ali česarkoli drugega glede šolstva ni obravnaval. Tako da zavračam namigovanja, da bi jaz bil del koalicije. Res je, da smo podprli prejšnjega župana pri izvolitvi, vendar nisem vplival na sprejemanje odločitev na občini. Hvala lepa, še vi. Res čisto na kratko, potem zaključimo. Torej, vemo, kdo je bil sestavni del koalicije, ker pač so bili koalicijski sestanki, vedno pred sejami občinskega sveta in takrat ste bil gospod Goran Živec na teh sestankih. Skratka, mandat se izteka in na vas je, da boste odprli naslednjega 4-letnega. S čim, kako, kakšni so vaši pogledi? Vstavili se bomo v središču občine, pa čez nekaj minut na Radio Robin. Radio Robin poslušate, z mano v studiu pa 4 kandidati za naslednika gospoda Marka Bandellija, torej komenskega župana. No, prav vaša občina je seveda naročila urbanistični načrt urbanega območja Komna, ki je bil izdelan pred 4 leti. Naj preberem nekaj ugotovitev stanja, ki mislim, da se do danes ni kaj bistveno spremenilo. Zatečeno stanje, poleg nevarnosti za vse udeležence v prometu, onemogoča obnovo ter razvoj centra naselja. Neustrezno je omrežje
občinskih cest, predvsem javnih poti, ki naj zagotavljajo ustreznega načina dostopanja do posameznih objektov. Neustrezno so urejena tudi nekatera križišča, predvsem plac. V naselju ni urejenega sistema javnih parkirišč, kot tudi ne sistema varnih peš in kolesarskih poti. Pomanjkljivo so urejena tudi avtobusna postajališča. In še bi lahko naštevali. Trajnostni razvoj pa je cilj, torej funkcionalnega ter prebivalcem, investitorjem in obiskovalcem privlačnega naselja. Spoštovani kandidati za župana, kako nameravate vi to doseči, torej ta skupni cilj, verjamem, da se z njim strinjate. Kaj na mesto porušene stare šole, kaj z benzinskim servisom? Trgovina se bo širila, ste naklonjeni dodatni pločevini na trgu, skratka, kakšno naj bi bilo videti središče Komna čez 4 leta po koncu vašega mandata, ampak ne na papirju, dejansko nas seveda zanima, oziroma predvsem občane Komna in ostale. Gospod Dejan Zalesjak, stranka Alenke Bratušek, minuta je tokrat najprej vaša. Dela projektov v občini Komen je dovolj, več kot dovolj. Če se zdaj osredotočim na središče Komna, je nekaj projektov, ki bojo šli takoj v realizacijo, je tudi že vsa dokumentacija in sredstva urejena. To je ureditev malega trga, za katerega so se vzpostavili pogoji, da se to realizira. V naslednjem letu gre v renovo dvorana v Komnu. Pričakuje se gradbeno dovoljenje v zelo kratkem času. V planu je selitev benzinskega servisa na bodisi jug Komna ali sever pri krožišču. Nadomestne lokacije so že dejansko določene. Z OMV-jem se bo treba samo dogovoriti glede tega. V planu je gradnja nove trgovine, Tuš centra, na področju stare šole pa je predvidena gradnja nove lekarne. Kraške lekarne imajo dejansko že rezervirana sredstva in to bi moralo biti v naslednjem letu sprovedeno. Skratka, boste nadaljevali te zastavljene načrte, čeprav razumemo. Hvala lepa. Gospod Goran Živec je naslednji. Lista Čas je za Kranj s podporo SLS in SDS. Izvolite. Vprašanje ureditve trga v Komnu je zelo kompleksno zaradi tega, ker je treba ob tem upoštevati v čim večji meri želje Komencev samih, ki jih do sedaj v določeni meri niso mogli do konca izraziti. Nekaj idejnih rešitev smo Seveda, videli, nekaj idejnih rešitev je. Jaz upam, da pri trgovini bo prevladala tista varianta, ki predvideva postavitev parkirišča za predvideno novo stavbo, se pravi, da ne bomo trga spremenili v parkirišče. Kakor je že bilo omenjeno, prestavitev bencinske pumpe je potrebna, občina je zato že pridobila del zemljišč na nekdanjem parkirišču Aluminija Komen in tudi že z OMV-jem uskladila, da bo selitev tja potekala. Za dvorano se pričakuje fazno gradbeno dovoljenje, se pravi ne ureditev letos v celoti oziroma v prihodnjem letu v celoti, ampak da bo ureditev potekala fazno. V vsakem primeru moramo zadevo delati tako, da bodo lahko vaščani sodelovali in jasno izrazili svoje mnenja, kaj želijo in kako je treba narediti. Hvala lepa za vaš odgovor oziroma vizijo, kako vi, neodvisni kandidat za župana, gospod Erik Modic, vidite središče komenske občine, če bo v vaših rokah? Torej, ključno je, da se dela z občani in za občane in z občani, tudi v tem konkretnem primeru za vaščani. In mislim, da tukaj moramo najprej dati v spredje programe, ki jih mislimo uresničevati v centru Komna. In sicer moramo določiti, kakšne vsebine želimo imeti, ali je to kultura, ali je to mladinski center, ali je to center za starejše občane, in temu moramo prilagoditi tudi prostor. Vsekakor smo v zadnjih 4 letih se ni dovolj delalo na obvoznici pri Aluminiju, zato tudi zdaj nekako kasnijo zadeve, ker pač dokler ni tam urejeno krožišče in obvoznica, ni možno premestiti črpalke. Kar pa zadeva malega trga, pa moram povedati, da nasprotujem temu, čeprav sem sam pripravil ta projekt za evropska sredstva in bomo tudi pridobili evropska sredstva, ampak mislim, da je nesmiselno, da delamo nek projekt, ki nima podpore vaščanov, ki celo v nasprotju z željo vaščanov, in da porabimo iz lastnega občinskega proračuna 150 000 evrov. To je več kot celotni participatorni proračun v prejšnjem mandatu. Ga boste torej ustavili ali nadaljevali, če boste... Jaz bom torej ustavil to zadevo.
Hvala lepa in še pogled gospoda Serža Stančiča s podporo liste Oko. Sicer zanimivo, noben ne živi v Komnu, ampak seveda je to tudi za številne turiste, oziroma goste, gremo kdaj skozi. Zanimivo, kako torej vidite vi, kar veliko zank je na tem območju. Izvolite. Poglejte, jaz mislim tako, v programu imamo res preureditev Komenskega centra, ne pa revolucijo Komenskega centra. Rabijo parkirišča, ne rabimo pa novih stavb za parkirišče. Lahko se vse da urediti na drugačen način, bolj prijazen do prebivalstva in tudi v skladu z dejanskimi potrebami našega območja. No, kar se tiče se preureditve, jaz vam povem tako, mene ne moti, da sedaj ni več tam stare šole, lepo se vidi cerkev, ko se pride z avtomobilom iz Gorjanskega v Komen. Ravno tako me ne moti, da tam spomenik padlim, da ostane v centru Komna. Treba le vse skupaj malo bolj urediti. Kar se tiče pa Malega trga, tudi mi smo proti uresničitvi tistega projekta, ki ni v skladu z željo in voljo prebivalstva. Torej bi ostala lokacija stare šole po vašem nepozidana? Jaz ne bi imel nič proti, da bi bilo to tako. Hvala lepa, mislim, da ni replik ta krog. Po glasbi pa slišimo vprašanje znanega obraza, ki ga boste zagotovo že po glasu spoznali, namreč prepuščamo, da nekdo iz komenske občine zastavi vprašanje županskim kandidatom. Ne preslišite. Kot je praksa letošnjih Sočenj na Radiu Robin, vsaj eno vprašanje prihaja izven studija, torej iz občine, kjer kandidirate spoštovani županski kandidati. Tokrat prihaja iz Škofov pri Gorjanskem. Zastavlja pa vam ga igralec Gojmir Lešnjak. Spoštovani županski kandidati, v preteklem mandatu je bilo v občini Komen kar nekaj nesprejemljivih odločitev. Naprimer, sicer ugleden urbanist Max Fabiani, pomemben član italijanske fašistične stranke pred in med drugo svetovno vojno, je posthumno postal častni občan občine Komen. Brezsramno betoniranje Krasa, iz razvojnih načrtov izvzet kraj Komen, nepotizem in sum mnogih koruptivnih dejanj. In sedaj vprašanje, kako boste sanirali povzročeno škodo, če se strinjate z naštetim? Kaj odgovarjate vi, gospod Goran Živec, neodvisni kandidat, nosilec tudi liste Čas je za Kras, podporo Slovenske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke? Moje mnenje je, da ljudi, ki so bili pred nami, nagrajujemo za tisto, kar so pozitivnega naredili, in nedvomno je bil Max Fabiani velik arhitekt avstro-ogrske monarhije. Jaz sicer ne vem, kje se je ta betonaža Krasa dogajala, zaradi tega, ker razen del, ki so se izvajale na gradu v Štanjelu in so bila po mojem mnenju izvedena korektno. Jaz ne vem, da bi bilo kjerkoli treba nek beton rušiti. Tako da vprašanje sicer razumem, vendar je postavljeno po mojem mnenju brez poglobljenega poznavanja tega, kaj je bilo v preteklem mandatu narejeno. Skratka, ne vidite škode, ki bi bilo potrebno sanirati? Jaz mislim, da je treba delati naprej na tem, kar se je delalo. Ni bilo vse tako slabo, kot nekateri govorijo. Hvala lepa. Minuta je vaša, gospod Erik Modic, neodvisni županski kandidat s podporo volivcev. Torej, problem je glede Maxa Fabiani v tem, da smo ga leta in leta razvijali in njegovo dobro ime kot urbanista in se nismo spuščali v to zadje njegove politike, ker vemo, da je sporna. In zaradi zasebnih interesov se je zdaj ta zadeva politizirala, ker je nekdo pač želel na podlagi tega promovirati svojo domačijo. Drugače pa mislim, da treba gledati pozitivno naprej. To pomeni, jaz bom vsekakor delal za občane, za vse občane enako. Mislim, da se ne smemo deliti na leve, pa na desne, pa na rdeče in črne, ampak da moramo za vse imeti enake vatle. In na ta način bomo to zadevo, to zgodbo pustili za nami in gradili boljšo prihodnost za našo skupnost. Hvala lepa. Slišali ste gospoda Modica. Minuta pripada še enemu neodvisnemu kandidatu, ki ga sicer podpira lista Oko, organizacija komenskih občanov, to pa je gospod Seržo Stančič. No, kar se tiče imenovanja Maxa Fabianija, mislim, da
je bilo to mal vse skupaj pretirano, ne, res, kar se mene tiče, smatram, da je bilo to imenovanje res skoraj da neumestno. Jaz tudi bi prizadeval za to, da se gleda naprej pozitivno. Seveda določene stvari in določene napake jih je treba preučiti in jih tudi odpravljati. Zadeva betoniranja, recimo, tudi meni ni znano, recimo razen Štanjelja, da si bi kaj posebno delalo. So se pa gradili načrti v smislu, recimo, betoniranja. Ne? To rečem čisto tako neobremenjeno, ker sam nisem bil vpleten v nobeni tovrstni zgodbi, tako da v primeru moje izvolitve lahko mirno rečem, da se bom s tem ukvarjal čisto neobremenjeno in v prid vsem. Hvala lepa za vaš odgovor in še zadnja minuta v tem predzadnjem krogu gre gospodu Dejanu Zalesjaku, kandidatu stranke Alenke Bratušek s podporo Socialnih demokratov in SMC. Izvolite. Glede razglasitve častnega občana posthumno Maxa Fabijana smatram, da to ni bilo primerno, tudi ni bilo primerno glede na rane, ki so jih ljudje doživeli tekom druge svetovne vojne, pa tudi pred njo. Problem betonaž v občini tudi meni niso poznane, tako da bi tukaj moral gospod Gojc malo bolj definirati zadevo. Kar se tiče odrinjenosti Komna iz investicijskih projektov, lahko rečem tako, da zdaj v tem mandatu je bil mogoče res nekoliko bolj teža na štanjevskem delu občine, čeprav v preteklim mandatom je bilo to na Komenskem, zdaj v naslednjih letih se pa teža investicijskih projektov prenaša bolj na komenski del. Hvala lepa. Zahvaljujem se Radio Robin, ki mi je olajšal odločitev, koga naj v nedeljo obkrožim. Hvala, Robin. Hvala tudi z naše strani, gospodu Lešnjaku, za vprašanje, predvsem pa vam, seveda, spoštovani kandidati, za odgovore. Tečemo še zadnji krog, ko se bomo šli turizem. V iztekajočem se mandatu je občina Komen ustanovila javni zavod Komenski Kras in številke turističnega obiska, ki ga merijo v Ticu Štanjel, strmo naraščajo. V prvi polovici letošnjega leta so našteli za 160% več obiskovalcev kot lani, pa brez vodenih ogledov in porok. Avgusta je obisk presegel rekordnih 1900 gostov, za 62% več nočitev, recimo za primerjavo lani 1800, letos v prvem poletju 3200. Letos je občina Komen, kot smo seveda poročali tudi na Robinu, prejela zlati znak Slovenija Green Destination. Le 4 destinacije se še v Sloveniji ponašajo z njim, čeprav nima izdelane strategije turističnega razvoja in trženja destinacije. Tudi vi, cenjeni kandidati za komenskega župana, se tako ali drugače spogledujete s turizmom. Zanima pa me, na katerega paradnega konja boste stavili na Komenskem Krasu, ki ima sicer številne potenciale, če boste izvoljeni. Je to morda srednjeveški Štanjel, naravna kulturna dediščina, sinergija z bližnjo Lipico, Postojnsko jamo, skratka, da ne bo nekih stihijskih potez in ukrepov, ampak načrtni razvoj turizma. Gospod Erik Modec, kot ste dejali že v uvodni predstavitvi, ženo imata v Kobdilju posestvo z vrtom, vodite oziroma dajete 2 apartmaja. Kaj pa širša slika turizma v občini? Torej, ključno je najprej po moje, da počakamo na izdelavo strategije turizma v naši občini, ker to je zdaj, smo šele začeli s postopkom. In v to strategijo je treba vključiti pač vse akterje, torej vse dejavnike v naši občini. Ključno po moje je, da je razvoj turizma razpršen, torej da omogočamo celovit razvoj celotnega območja naše občine in predvsem, da je zadeva po meri občanov, po meri ljudi, torej turizem, ki bo skladen z potrebami ljudmi, prebivalcev, tisti bo uspešen, tisti tip turizma bo uspešen. In mislim, da je ključno tudi, da je turizem, ki omogoča vsem enake možnosti. Torej, občina mora voditi tako politiko, da ne bojo samo nekateri privilegiranci imeli možnost, da pridobijo določene
plus točke iz tega razvoja, ampak da imajo vsi enake možnosti. In zato se mi zdi ključnega pomena, da tudi župan to spodbuja in da skrbi v tej smeri, da pač imajo vsi dostop do informacij in vsi tudi podporo občine po svojih željah, da razvijajo svoj tip turizma. Kako hitro pričakujete strategijo, da ne bomo čakali še naslednja 4 leta? Ne, mislim, zadeva je bila naročena strani občine, tako da v bistvu zaradi volilne kampanje se nekako prekinilo in je v teku, sam je zdaj bila za 2 meseca prekinjena. Hvala lepa, bomo spremljali tudi na naših frekvencah. Gospod Sergio Stančič, samostojni kandidat, vi ste se pred nekaj leti, kot ste dejali, poslovili od ukvarjanja z bančništvom in na Volčjem gradu z družino vodite biodinamično turistično kmetijo. Je to morda po vašem prava usmeritev, oziroma na čem bi kot župan gradili turistični razvoj Komenske občine? Jaz tudi vidim kot kolega Erik, vidim razvoj celosten, promocija celotnega teritorija, ne le samo Štanjela. Smisel turizma je, da privabiš turista s tem, da več časa ostane na teritoriju. Dejansko imamo Štanjel, je res kraški biser, vendar, če smo čisto iskreni, Štanjel si ogledaš v 3 urah, in mislim, da ni smisel turističnega razvoja Komenskega samo, da se vse konča v Štanjelu. Mi podpiramo, jaz sam podpiram tudi ta razvoj v smislu te pridobitve tega znaka zlate zelene destinacije, ker verjamem v to, to se vse povsod recimo širi ta način in mislim, da tudi v tem imamo zavod, ki je zelo dobro opravil to začetno delo in jaz bi kar podpiral delovanje zavoda še naprej. Hvala lepa, gospod Stančič, gospod Dejan Zalesjak, kandidat stranke Alenke Bratušek s podporo SD in SMC. Tudi vi prihajate iz gospodarstva, turizem pa je seveda ena pomembnih panog. Kako bi unovčili vaše izkušnje iz podjetništva? Skratka, kateri je po vašem ta džoker komenskega krasa na tem področju? Turizem, razvoj turizma v občini Komen je zagotovo tista niša, ki je bila prepoznana kot gonilo razvoja. Štanjel je naša naravna danost, tudi kulturni spomenik, ki je razpoznaven ne samo v Sloveniji, tudi širom Evrope in širše in zagotovo predstavlja vabo za turiste. Občina pač mora izdelati celostno strategijo razvoja turizma v občini. Jaz vidim kot nujno osko navezavo, tesno povezavo turistične dejavnosti in kmetijske dejavnosti v naši občini. Torej, od kmetijstva moramo imeti v občini Komen koristi vsi občani in občanke in ne samo tisti, ki se direktno z njo ukvarjajo. Hvala tudi vam za odgovor in še zadnji tokrat gospod Goran Živec, nosilec liste Čas je za Kras, podporo SLS in SDS. Na Volčjem gradu ste postavili prve glamping hiške na Krasu, jih na to sicer morali umakniti z ustanovitvijo neprofitnega zavoda Krasen Kras. Se posvečate zaščiti, raziskovanju, promociji prazgodovinskega gradišča Debele Griže. Je to morda vaša dut oziroma kaj bi vleklo turizem v občini naprej? Torej, v turizmu moramo narediti 2 stvari. Najprej moramo vprašati občane, kakšen turizem točno si želijo. Jaz upam, da bo to zelo poglobljeno narejeno v sklopu priprave strategije. Druga stvar, ki jo moramo narediti v naslednjih letih, pa je, da začnemo graditi na Krasu kot turistični destinaciji in da se ne zapiramo samo v Komenski Kras. Kras je cel Kras, skupaj s Sežanskim, skupaj z zahodnim delom Krasa in skupaj s Krasom čez mejo na italijanski strani enotna turistična destinacija in mora biti kot tak tržen navzven, sicer je vse skupaj premajhno in mečemo stran velika sredstva, če bo vsak zase nekaj razvijal. Nedvomno je kulturna dediščina, tudi Štanjel je kulturna dediščina, eden od glavnih motorjev prihodnjega razvoja turizma. Strinjam se s tem, kar so rekli moji predhodniki, da je v sodelovanju s kmetijstvom in s kulturno krajino tudi kulturna dediščina tisto, kar nas bo gnalo naprej.
Hvala lepa. No, včeraj smo sledili tudi podpisu za uvrstitev na seznam UNESCO, ampak bomo videli, kaj bo pokazal čas. Zelo demokratično vodenje se nekako nakazuje od tistega, ki bo prevzel, tako da bodo imeli besedo občani, no najprej pa jo bodo imeli v nedeljo, torej vaši volivci. Bomo videli, če bo uspelo, kateremu jih prepričati več kot 50% tistih, ki bodo odšli na volišča. Sicer se ponovno srečamo v drugem krogu. Jutri pa se srečamo s vsemi 6 kandidati oziroma 5 kandidati in kandidatko za vodenje mestne občine Nova Gorica. Če ste danes kaj preslišali iz komenskega krasa, pa lahko ponovno prisluhnete po 19. oziroma si ogledate in prisluhnete posnetku oddaje na naši spletni strani robin.si. Zaenkrat toliko, hvala vsem 4 za obisk in srečno v nedeljo. Hvala lepa. Lokalne volitve 2018.